Mentorska zasedba delavnice Jazzinti se vsako leto predstavi s posebnim gostom in premiernim programom. Letošnji gost delavnice je bil basist in skladatelj Miroslav Vituš, znan kot ustanovni član kultne zasedbe Weather Report, ki jo je leta 1970 ustanovil skupaj z Joeyem Zawinulom in Waynom Shorterjem. Leta 1979 je postal vodja jazz oddelka na New England konzervatoriju v Bostonu, od leta 1988 pa vodi številne klinike za improvizirano glasbo, običajno v kombinaciji s svojimi koncertnimi nastopi. Na tem nivoju je vedno improvizacija, seveda, ampak to so vse odlični glasbeniki, tako da se bomo res zabavali. Na koncertu so virtuoza spremljali Alan Jones na bobni, Andy Middleton na saksofonu, Piotr Wojtasik na trobenti, Jasper Soffers na klavijaturah, Luis Ribeiro na tolkalih in Ratko Zjaca na kitari. Odličan. Imam puno iskustva ovdje u Novom Mestu, radim već godinama i svake godine izvrsno organizirano, stvarno treba pohvaliti. Odlično je, že nekaj let delam tu v Novem Mestu in res moram pohvaliti organizacijo Jazzintija, ki je res na visokem evropskem nivoju. Morda je na najboljših letnih šol, ki sem jih videl v Evropi. Izvrstni tim mentorjev, izvrstna organizacija in tudi nivo študentov je iz leta v leto boljši. Tokrat pa smo lahko na odru videli najboljše, kar lahko ponudijo mentori Jazzintija. Biće interesantno jer sviramo večera sa jednim od najvećih kontrabasista v povesti džeza. Zelo bo zanimivo, saj igramo z enim največjih kontrabasistov v zgodovini džeza, Miroslavom Vitušom, človek, ki je snemal Weather Reporta in človek, ki je premikal meje ne le na svojem inštrumentu, ampak tudi splošno improvizaciji in kompoziciji. Za vse nas je izziv igrati z njim. Sicer pa je hrvaško-nizozemski umetnik že vrsto let eden najbolj aktivnih članov Jazzintija. Že prvič, ko sem prišel, je šlo za odličen nivo glasbe in vsako leto gre ta meja vse višje, tako da res ne morem verjeti, da je prišel do teh višav. Sicer pa Zjaca ustvarja tudi na projektu s svojim stalnim bendom. Prošle godine sam svirao ovdje sa svojim stalnom grupom Zizi Kvartet. Lani sem tu igral svojo stalno skupino Zizi Kvartetom. V decembru snemamo novi album, drugo leto bomo imeli turnejo in zagotovo bomo igrali tudi v Sloveniji. Sicer pa je Jazzinti iz leta v leto bolj privlačen za tujino. Ne samo za Sloveniju, nego je značajno i za okolne zemlje, jer dolazi puno studenata iz... Ni pomemben le za Slovenijo, ampak tudi za ostale države, saj prihaja veliko študentov z Nizozemske, iz Nemčije, Italije, z Hrvaške. Predvsem na lokalnem prostoru od Slovenije do Hrvaške take šole ni več. Tudi v Nizozemski, Nemčiji in Belgiji nisem zasledil šole na takem nivoju. Tako da je to top šola v Evropi, čista resnica. Tako da mislim, stvarno je top škola v Evropi. Možda neki nisu svjesni, ali to je stvarno istina. Kakšna pa je situacija s džezom na Hrvaškem? Nažalost moram reći puno niži nego u Sloveniji. Nekad je bio, ja živim već godinama u... Nivo džeza na Hrvaškem je precej nižji kot v Sloveniji. Sam že več let živim na Nizozemskem, ampak tudi na Hrvaškem se dogaja ena dobra stvar, saj so začeli igrati v večjih krajih, tako da se končno glasbenikom omogoča, da igrajo. Ampak nivo v Sloveniji je zadnjih nekaj let veliko večji. Veliko jih gre študirati v tujino in to je eden glavnih razlogov. In ta delavnica. Poznam že veliko študentov, ki so pred 10 leti začeli prav tukaj in danes so to odlični glasbeniki, ki so končali akademijo in začeli graditi svoje kariere.